Coolcast, danes moja ekipa, moja dva sodelavca življenja na tehnici, Andrej Milutinovič, Nives Orešnik, pozdravljena, živijo. Živijo. Tam sem pa jaz ta glaven. Končno. Coolcast s Klemnom Bučanom. Mislim, da tako široke človeka še nismo imeli tukaj v studiu. Je žalostno. V takšni tradiciji, kot ima Radio Express, pa da imate prvič enega malo močnejšega človeka tukaj. Katastrofa. Ja, veš kaj, jaz gledam po sebi, pa nočem, da hočem biti z največjimi mišicami, pa do zdaj mi rata, zdaj sem pa pokleknil na celi črti. Vsaka stvar je enka prvič, da si tudi v podrejenem položaju. Tako, da veš, ful lepo, da ste prišla pogledat. Jaz sem hotel v bistvu malo vaju predstaviti, zdaj ljudje vaju poznajo kot mrsikej, ne, tebe seveda kot trenerja, kot mišico, tebe ljudje poznajo še iz časov Miss Slovenije, kaj je bilo 2013, zdaj je bilo to? 2012. Ampak do 2013 si bila, potem pa korona. Padla, 2013 se spomnim, da si bila še. Ampak zanima me ta vajn, mogoče glede na to, da je življenje tehnici, šel, kjer se ljudje s pomočjo telovadbe in prave prehrane spravijo na novo pot. Me vsem zanima, kje sta vidva našla to pot. Pa mogoče, Andrej, ti si bil, mogoče s tabo začnimo, ker mogoče pri Nives malo vemo začetki, tam smo jo spoznali premis, tebe pa, ti si pa v bistvu prej bil raven tak, kot so zdaj ljudje v življenju na tehnici. Sprav, bil si en majhen fant s čist preveč kilogrami in kaj ti je kliknil, da si šel v ta svet fitnessa? Torej moj vrhunc je bil pri dobrih 14 letih, sem že čez 140 kilogramov. Nezdrave prehranjevalne navade, smrt očeta pri 11 letih, pač mama je sama ostala z 2 otrokoma, finančne krize in tako naprej, tako da se je začel pač to poglabljati. Vso žalost, ki smo imeli po očetu, smo pojedli dobesedno, tako smo se soočali s tem, nič narobe, tako smo znali. Ampak potem pa je sodu izbilo dno to, ko sem bil na sistematskem pregledu pri 15 letih za prvi letnik osnovne srednje šole in sem imel 220 pritiska. Dali so mi nitroglicerinsko tableto pod jezik in sem mogel podpisati, da grem na lastno odgovornost domov, zato ker me niso spustili, ker bi me lahko kap zadela in bi oni odgovarjali, če bi me pustili domov, in sem mogel podpisati izjavo, da grem domov na lastno odgovornost, če se mi karkoli zgodi, da ne bojo oni krivi, in to me pa pač res streznilo, tako da sem se vzel v roke, sem si poiskal pomoč, včlanil sem se v atletski klub, začel trenirati z utežmi in 40 kg v 3 mesecih izgubil, s 4 do 5 urami treninga na dan, plus seveda popolnoma spremenjena prehrana. Tako da se da. Se da? Da. Ampak potem si verjetno zgubiš že, potem moraš pa to vzdrževati. Ampak ti si? Jaz sem v bistvu znajdel svojo ljubezen v fitnessu, takrat sem kombiniral atletiko plus fitness, suvanje krogle pa diska sem treniral še, začel trenirati, ko sem bil še manj močnejši, ker vedno sem se pokvarjal športom kljub visokim kilogramom. Sem bil kar agilen in to je bil edini šport, pri katerem sem lahko izkoristil svojo postavo, da sem lahko nekaj naredil, zato sem bil tudi precej dober v atletiki, ampak potem pa fitness me pa prevzel in 4 leta sem se že zmatral z atletiko in fitnessom, hkrati pri 19 sem šel pa delati licenco za trenerja in se začel s tem ukvarjati. 22 let že. 22 let si že licenciran trener. Tako. Nives, kaj je bilo pri tebi? Ti si bila že prej športnica, konec koncev ti si bila v bistvu umetnica, to je bila tvoja izobrazba, je akademska slikarka celo. Ja. Nisi vedel, Andreja? Ne. Mogoče te je že narisala, pa sploh ne veš. Ona se pomirja doma, riše, Andrej. Čakam na rojstni dan. Boš dobo slika. Ampak pol si bila misica, se pravi 2012, kje pa je pol ta športna pot prišla, že ves čas bila zraven? Ja, veš kaj, jaz sem v bistvu že od otroštva. Sem prosti čas v bistvu preživljala ali skozi umetnost, veliko sem prerisala, ustvarjala že v bistvu od vrtca in mi je bila to, da bi bila slikarka, neka taka v bistvu otroška želja. Ker sva bile z sestro, jaz imam sestro dvojčico, enojajčno. To si pol zihr ti. Živijo zdaj pa. Včasih malo čudno reagiral, včasih reči, kva smo pa včeraj smo se videli. 200 delata isti posel. Delava isto in sva bile v bistvu zelo dva taka hiperaktivna, aktivna otroka. In je mama rekla, treba je dati ta 2 otroka na telovadbo. In smo šle v bistvu že v času pred osnovno šolo v telovadbo, od tam hitro na gimnastiko. In potem sem v bistvu do srednje šole trenirala orodno gimnastiko, parterno akrobatiko pa trampolin.
pred šolo, po šoli, tako da sem bila v bistvu celo življenje praktično aktivna in je bil v bistvu šport že od malega del mojega življenja. No. Nikoli profesionalno, ampak v bistvu ves čas samo ljubiteljsko, potem v srednji šoli sem se odločila, da ne bi šla v nek profesionalni šport pa tekmovalno gimnastiko. Sem začela v bistvu plesati in ko sem zaključevala srednjo šolo in razmišljala, ali naj grem, ne vem, v športno smer, ali naj si spomnim v bistvu tisto otroško željo, sem rekla, ok, bom se držala v bistvu tiste otroške želje in sem šla študirati slikarstvo. Trenerske vode pa mogoče potem proti koncu študija, ko sem razmišljala, ok, kaj bi pa dejansko pač zares počela v življenju, da lahko pač s tem tudi preživim, da ostanem aktivna in v bistvu jaz sem že v času srednje šole, ko zravno pridejo v bistvu, rečemo mladi, pridemo v tisti čas, ko se začnejo zabave, pa prideš do tistega nekega, ok, svojega denarja, pa lahko kupuješ stvari, da boš pač jedel, kar hočeš in sem v bistvu že takrat ostajala pri nekih zdravih izbirah, no. Nisem veliko pač hodila po zabavah, pila alkohola, jedla sem precej zdravo, v bistvu me ni zavedlo to, rečemo ta okolica, ki je pač v bistvu skrenila pa mogoče malo bolj proti nezdravemu načinu življenja. Ne vem čisto zakaj, ampak vedno sem nekako stremela k dobremu počutju pa k zdravju, no, že sama po sebi. Pa takrat nisem sploh razmišljala ne o trenerstvu, ne o kilogramih, nikoli kaj dosti v bistvu o videzu, ampak v bistvu bolj o dobrem počutju, no. Dobro, jaz sem bil Slovenija, sem ne razmišljam, kaj preveč o videzu. Ne, to je bilo bolj slučajno. To je pa poleg si predstavljaš. To res ne rabiš razmišljati, najlepša si v Sloveniji, ne rabiš kaj preveč razmišljati. To je pa bilo v bistvu tak, da sem jaz, medtem ko sem slikarstvo študirala, nisem mogla pač nobenega rednega študentskega dela delati, ker me je v bistvu študij okupiral od jutra do večera, v ogromno ateljejskega dela, risanja po modelih in sem rabila v bistvu neko študentsko delo, kjer bom pač dosti zaslužila v kratkem času, no. In so mi ljudje v bistvu tako skozi govorili, da sem fotogenična, da ti na slikah ful lepo izgledaš in jaz sem bila tako, ok, kaj če bi jaz to začela delati? In se naučim, ne vem, pozirati in hoditi v petah in sem doma hodila po svoji študentski sobi v štiklih, da sem se naučila hoditi v petah. In sem začela to delati in bolj so me v bistvu poskavtali za casting za Miss Slovenije. Aha, evo, mogoče na svet za vse poslušalce, če želite na hitro zaslužiti v kratkem času, naučite se hoditi v petah. To je mogoče dober nasvet. Pa vseeno hodil sem vaja tako, ok, se pravi, trenerka si že kaj, potem kakšnih 10 plus let, verjetno tam nekje. Ja, zdaj bo že počasi 10 let, ja. 10 let, ha? Ja. Sem pa začela v bistvu skupinsko vadbo, najprej zumbe, aerobike, pilates, joge, potem pa po kakem letu, dveh, pa še v bistvu v osebno trenerstvo, pa v individualno vadbo. Zdaj, kot sem rekel, življenje na tehnici, o tem bomo seveda še kakšno rekli. Mene zanima malo tudi tako, no, jaz bi rad naši poslušalce malo izobrazil, ker zdaj je september in jaz mislim, da se oba strinjata, da je popoln čas, če hočemo biti hudi na plaži 2025, danes je zadnji dan, da začnemo trenirati, je tako. Včeraj je bil. Ja, včeraj, imate videti, celo tako, včeraj je bil. Ja. Ne, danes je, eni niso včeraj. Ajde. Ne jim bo, ampak danes je. Za naslednje leto bo po včeraj. Zdaj, rad bi malo mogoče v to smer šel, da vidim malo vajen pogled na telovadbo, jaz sem tudi kar noto temu, no, malo probam tudi sam čim več se gibati in potem slišiš veliko različnih mnen, koliko telovaditi, kaj telovaditi, pa me v bistvu vidva tudi zanimata, ker vsem sta en je trener ene ekipe, en modrih, en rdečih trenutno, kljub temu, da sta oba super, imate vseeno malo drugačne poglede. Ti mogoče daš malo več na mišice pa na moč, mogoče ti daš majčkeno več na kardio. Najprej me zanima, kolikokrat sama trenirate na teden, recimo, koliko treningov imaš ti, Andrej, na teden ali na dan? Daj reč kar na teden, ker se bo huj slišal. Ja, no, zdaj to, kar bom pač povedal, verjetno bo naletelo na veliko zgražanja, ampak pač jaz trenutno treniram 14krat na teden. 14krat na teden? Pač 2krat na dan po domače povedano. Ja. Brez pauze? Ja, pač. Veš kaj, jaz poznam svoje telo, jaz sem že od 15. leta aktiven z utežmi in moje telo se tudi malo drugače odziva kot od večine ljudi, pač to ljudje, ki me poznajo, zelo dobro vejo, tako da si lahko to privoščim, skrbim za prehrano seveda tudi, da imam dovolj dobro regeneracijo, dovolj beljakovin, da nekaj malega ogljikovih hidratov in to se pač
doprinese k temu, da si lahko privoščim 14 treningov na teden. Večinoma delam zjutraj kardio, zvečer uteži. Zdaj sem se malce premestil, da delam 2 na dan z utežmi, seveda različne vaje vse dneve, tako da pač je bolj razgibano, ampak tudi to je to, od 40 do 45 minut trening in to je to. Aha, to ste hotel vprašati, prav 40 do 45 minut. Tako. Ker če jaz naredim zjutraj kardio, ne vem, odlaufati 5 km, pa potem popoldne naredim še 100 sklec, to jih ne šteje kot trening. Vse je trening, karkoli ti spodbudi srčni utrip, pa da se začneš premikati, pa da prekrvaviš telo in mišice. Aha, ok, ko mi žena reče, da moram dol v klet nekaj iti, pa mi zateži, pa mi dvigne srčni utrip, pa malo zahodem dol, to je Si že treniral? Evo, super, torej jaz tu treniram 14krat na teden, ok. Rives, ti kolikrat treniraš? Ja, jaz sem pa zdaj mogoče rekla, da iz najnega primera lahko vidimo, da fitness življenjski slog lahko zgleda zelo raznoliko. Jaz v času zdaj snemanja oddaje ne naredim nobenega svojega treninga, 0 na teden. Že, koliko smo zdaj časa? Par tednov. Naredim pa ogromno enega gibanja na vadbah, ko kažem vaje, skupaj z strankami. In ker sem se naučila v bistvu poslušati svoje telo, si ne uspem z vsem delom, ki ga opravljam, pač z vodenjem svojega studija, pa z ostalimi obveznostmi, privoščiti dovolj počitka, pa dovolj urejenega urnika, da bi se lahko obremenjevala v bistvu še z dodatnim treningom ali pa 2 na dan. Bom takoj, ko bom imela malo več prostega časa, začela nazaj vaditi, ampak v bistvu konstantno manevriram med tem, da se v bistvu s treningi ne izčrpavam in ne preobremenjujem. Jaz sem v letu 2022 tudi malo izgorela, mislim, kar precej izgorela. Bila na bolniški, sem mogla odpovedati v bistvu res ekstremnemu fizičnemu in psihičnemu naporu, pomeni zreducirati tudi pač v bistvu delovni čas, ogromno prespati in imam zdaj malo nekega v bistvu spoštovanja tudi do tega. Da si znam v bistvu treninge prilagajati glede na to, v bistvu, kar mi omogoča življenjski slog. In kadar imam čas, grem rada v bistvu ven, v naravo, ogromno pretečem, naredim kakšen trening za moč na teden, pilates, jogo, in konstantno v bistvu malo, pa ne vem, bom rekla, da tudi svojemu počutju podrejam način vadbe. Ampak pa moraš tudi prilagoditi verjetno, koliko prilagajaš zdaj hrano, ker eni pravijo, da je včasih so govorili 70-30, zdaj že pravi 80-20 hrane, če želi se recimo shujšati. Absolutno trening je potreben za dobro počutje, za mišice, ki jih rabimo, ampak recimo, če gledamo sam hujšanje, koliko recimo je potem prilagajanje hrane, koliko manj zdaj ješ, ko manj treniraš, ki jih prilagajaš to? Iskreno, pa niti ne. Ne počutim se, da bi mogla shujšati, čisto iskreno. In prav sploh ne razmišljam o tem. Če vidim, da začnem pridobivati težo, če se počutim, ne vem, težja, ko grem teč, če ne vem, se ne počutim v redu v svojem telesu, ne vem, da mi obleke že niso prav, pol bom stopila na tehtnico. In če vidim, ok, da sem v parih mesecih, recimo v začetku tega leta pridobila, sem 5-6 kil pridobila, takrat sem začela razmišljati, ok, kaj delam, kako jem, pa sem naredila v bistvu nek scanning svojega življenjskega sloga. Videla sem, da imam neurejeno prehrano in potem zaradi tega, ker mogoče ne morem tolikokrat na teden trenirati, sem bolj pač uredila prehrano. Teda v bistvu vedno prilagajam eno z drugim. In si 5 kil dol dala pa? Sem že. Super. Mogoče par teh zadev me zanima, čistko pa boste povedala svoje mnenje, ne, ker ljudje poskušamo različne stvari, da bi mogoče izgubili kilograme, da bi se boljš počutili. Me zanima, kako stojite s tem. Recimo ene par takih izkuševalnih metod, pa boste oba povedala svoje mnenje. Recimo post. Post je lahko zelo dobra stvar, pač če ni prepogosto, seveda, no. Malce očiščenja, malce, bom rekel, detoksa za telo. Jaz ga sicer ne potrebujem oziroma ne čutim, da bi ga potreboval, ampak verjamem pa, če poslušaš svoje telo in če ti to veleva, da ga narediš, seveda, go for it, ne. Ni ves post? Mislim, jaz bi rekla, da ko govorimo o hujšanju, se jaz vedno
posvetim pač osnovam, vse tako, kot delamo pač skupaj, zdaj tudi v šovu. Urejena prehrana, raznolika pač zmerna, kalorijski deficit, torej da se manj kalorij vnese, kot se pač dnevno kalorij porabi, da smo aktivni, da delamo na mišični masi in potem vse ostale te, rečemo, dodatke, ki nam lahko popestrijo, izboljšajo počutje, izboljšajo življenjski slog kot tak, ne vplivajo mogoče toliko na, prinesejo tudi neko hitro zgubo telesne teže, ampak jaz bi postu vsem tem nekim ostalim v bistvu prijemom dala neko v bistvu sekundarno vlogo. Lotimo se posta, če se počutimo slabo, zasičeni, rabimo več energije, če ga mogoče, zdravnik predpiše. Če smo se, prenajedli slabe hrane, pa si bomo vzeli mogoče par dni premora. Ne bi pa post, pa teh podobnih v bistvu nekih pristopov vzela kot glavno misel, ko začnemo govoriti o izgubi telesne teže. Recimo posledica posta, ki se lahko zgodi, jaz sem to videl pri sebi, delni post sem prakticiral, izgubil sem tudi 15 kg v 2-3 mesecih, ampak se mi zdi, da sem mečkam preveč odtegnil kalorij in se mi zdi, da potem to tudi slabo vpliva, ker moraš vedeti, koliko kalorij lahko poješ, da ni premalo, ker potem telo začne manj rabiti in imaš manj energije posledično. Delni post je drugače kot post, imamo pač različne oblike postov, imamo, od verskih do 2-dnevnih detoks, 3-dnevnih detoks do pač tudi delnega posta, kar jaz tudi mislim, da pri nekih teh delnih postih je pač omejimo v bistvu čas, ko jemo obroke, zaradi tega si imel mogoče malo več kontrole, pa mogoče si pojedel manj, kot bi drugače pojedel, ker si odtrgal pač čisto tisti čas in je bil mogoče to pač v bistvu nek kalorični deficit, bolj kot pa da je post. Ja, se to naredil tisto razliko. Ker če začnem jesti ob 8 zjutraj, jaz to jem pol 6-krat na dan. Takoj, če pojem zdaj zjutraj burek, mi bo pasala čokolada čez 2 ure. Če pa pojem ob 12 jajčka, pa mogoče eno čokoladko pojem, bo pa to že bistveno manj kalorij na dan. Tako. Ampak Andrej, videl sem recimo pri tekmovalcih, si prav pri enem tekmovalcu enkrat rekel, da je premal jedel in da je zato tudi manj zgubljal. Kako je to možen? Po logiki, neki logiki bi šel rekel, kako če je manj jedel, kako je manj zgubljal. To je ena možnost, da se kaj takega zgodi, ne? Ja, seveda. Treba je nekaj vedeti. Tekmovalci, ki imajo 150-200 kg, celo to ne pridobiš 2000 kalorijami na dan. To je kar nekaj let zlorabe telesa, po domače povedano, zelo veliko število kalorij je treba vnesti v telo, da se približamo takšni številki. In ko človeka damo recimo 7-8 tisoč kalorij na dan, ki jih je prej pojedel, ali celo več, da prideš do takšne telesne teže, da ga damo potem na 1000 kalorij ali celo manj, je to izredno velik stres za telo. To je tako, kot da bi človeka, ki je imel, primer 10 000 evrov plače, dajmo ga zdaj na 1000 evrov. Pa zelo bo težko preživel, pač roko na srce, če imaš 10 000 evrov plače, imaš tudi izdatkov veliko, večina ljudi. In enako je s telesom. In če mi to storimo zelo drastično, takšen vnos kalorij omejimo na, pod mejo preživetja ali pa pod bazalni metabolizem, povzročimo zadrževanje vode kot posledica stresa in lahko naredimo recimo dejansko neko kontradiktorno situacijo, pri kateri lahko zadržujemo toliko vode, da se nam hujšanje ustavi, oziroma da sploh ne hujšamo, ampak je telo pod takim stresom, da se pač ne more funkcionirati drugače in zgubljamo mišično maso, zadržujemo vodo, v bistvu povzročamo zelo velik stres srcu in obtočilom in tako naprej, tako da treba iti postopoma, zato da se telo lahko prilagodi, pa treba biti konsistenten. Ko damo nek jedilnik, jaz sem to v šovu večkrat povedal, da je treba nek jedilnik ga slediti nekaj časa, da se telo lahko adaptira. To je zelo velika posledica, pač velik stres, velika sprememba prehranjevalnih navad in vsega, potem so še treningi, povzročajo vnetja mišic, kar povzroča spet zadrževanje vode v telesu in je treba biti zelo pragmatičen pri tem, na kakšno kalorično vrednost damo človeka, pa tudi prilagoditi trening temu, da je pač lahko to učinkovito. A pa je možno vseeno na en tak dober način, recimo, da tukaj veliko zgubijo na dolgi rok, pa potem samo malo prilagodimo treninge, kalorije in potem laufati, kot je treba. Tako, jaz mislim, da je tukaj zelo veliko tudi v tistem začetnem zagonu, začetni motivaciji, ko vidimo neko izgubo kilogramov
pač na tehnici, ne glede na to, ali smo izgubili vodo ali mišično maso ali maščobo, ljudje dobijo zagon. In če je to tisto, kar je bo potem gnalo naprej, da se bo lahko držali, 3-6 mesecev nekega plana, čudovito. Pač karkoli je potrebno, da dobiš motivacijo, če je to pač izguba 5 kg v enem tednu, tudi če je pač to na račun vode, čudovito. Jaz nimam nobenih problemov s tem, karkoli je, samo da te pač žene naprej, da vztrajaš. No, to me je tudi zanimalo, v bistvu, koliko drugače trenirati zdaj. Zdaj sta tukaj le v šovu, to je v bistvu televizija, to je šov, stvari so malo drugačne, ljudje se mogoče drugače obnašajo in tudi vidva, verjetno sta na mal drugačen način, oziroma koliko drugačen način sta zdaj pristopila k treningu, kot bi, recimo, če bi nekdo prišel zunaj televizije k vama, pa rekel, jaz bi rad shujšal. Recimo, koliko si mogla prilagoditi treninge glede na šov? Jaz sem v bistvu v začetni fazi prišla z pričakovanji, da ne bo šlo na tak način, kot gre, če si iskreno. Jaz sem dobila v bistvu eno pozitivno izkušnjo, da sem mogoče kot trener, kjer jaz pridem in delam z prekomerno težkimi ljudmi, da jih moram paziti, ker delam tudi s strankami v praksi, si vedno vzamem čas, da človeka spoznam. In sem rabila en teden, da sem sploh videla, kje smo. Sem pa čisto iskreno potem po opazovanju videla, da so tekmovalci veliko bolj zmogljivi, kot sem pričakovala. Jaz sem mislila, da bomo, teden, 14 dni samo na temu, da sedimo, da bodo tekmovalci težko stali, da bomo mogli imeti res prilagojene vaje. So pa v bistvu pokazali ogromno ene moči in kondicije in z nekim individualiziranim pristopom v bistvu nadaljujem pač še naprej. Jaz recimo Miha ne obravnavam isto kot Luka in Adriano ne obravnavam isto kot Šuša. Če razumeš. Ja, pač toliko so različni, vsak rabi v bistvu čist drug tempo, drugačen način napredovanja. Eni imajo izkušnje z športom, eni nimajo nobene izkušnje s športom. Eni, so slišali za počepe vaje, lepše izvajajo vaje, z drugimi se lovimo šele pri osnovnih gibalnih vzorcih. Z vsemi moramo pa narediti rezultate in meni ravno ta v bistvu kreativnost in delna individualizacija, koliko je v bistvu lahko naredimo, mi je izziv in mi je okej. Definitivno pa jaz bi rekla, da se ne razlikuje toliko, ker tudi pač v realnem življenju dobimo ljudi, ki imajo prekomerno telesno težo, ki ne smejo preobremeniti kolen, ki ne smejo, ki jih ne želimo utruditi, ker morajo, naši tekmovalci morajo vsak dan trenirati, ljudje v realnem življenju pa morajo, iti v službo, skrbeti za otroke, pač isto ne smejo biti preutrujeni in preobremenjeni. Tako da se mi zdi, da lahko najdemo pač neko vzporednico. Edino v šovu, tako kot je Andrej rekel, imamo pač v bistvu čist drugačne pogoje, treniramo dosti več, kot bi v realnem življenju trenirali. Tekmovalci se lahko v bistvu 100% posvetijo vadbi in prehrani in so zato mogoče rezultati tudi toliko večji oziroma višji, kot bi jih v realnem življenju lahko pričakovali. V realnem življenju ljudje lahko pridejo 2 do 3 krat na teden na fitness, ne morejo, trenirati vsak dan. Razen tisti, ki se res mogoče posvetijo, tako kot je Andrej rekel, da je začel že, po 4 ure na dan trenirati. To je, marsikdo mogoče ne more si tega privoščiti v času, ki ga ima na voljo. Naši tekmovalci si pač na srečo lahko in imajo v bistvu 100% fokus in vse, s čimer se ukvarjajo, je pač dejansko trening, vadba, regeneracija in prehrana. Sprav bi še vedno rekel, da je v bistvu kar en velik plus vse, da dobesedno se 100% na dan morajo posvetiti temu, da shujša. Ja, seveda. Ampak glede na dane okoliščine, ker imajo res popolne pogoje, bi po mojem mnenju morali več hujšati, zato ker to je pa pač posledica tega, ker se ne držijo jedilnikov. Jaz bi rekla, da so tudi naši tekmovalci v bistvu prišli v šov polni enih informacij. Danes imamo v bistvu svet, ki je zasičen z, posti, tableti, kolikimi v bistvu različnimi informacijami, članki, internet daje spet druge informacije, influencerji dajejo nasvete in ne veš več, komu bi zaupal, komu bi verjel. In jaz sem videla pač vsaj svojo skupino, so v prvih tednih poskušali testirati po moje vse možne informacije, ki so jih kje slišali.
pridemo trenirati na tešče, ker smo to prebrali in je to baje ful dela. Pač in so prišli in so sami probali in so videli nekateri, da pač ne gre. Ni vse za In da, vsakega. ja, ni vse za vsakega. In da morajo začeti zaupati in mogoče dati, ne vem, narediti korak nazaj z nekimi svojimi prepričanji, s katerimi so prišli. Punce so verjetno večkrat hujšale, za tvoje vem, da sem zasledila, da so poskušale na različne metode in različne načine, ki niso dale rezultatov, in potem pridejo v šov in se jaz vprašam, zakaj ne zaupaš procesu? Pač prišel si sem, predal si se, ker nič druga ni funkcioniralo. In daj zaupaj procesu in zaupaj Andreju in ubogaj in odmisli vse tisto, kaj si prebral o, ne vem, smutijih in detoksu in ločevalnih dietah in takih dietah in unih dietah in daj se res prepusti in delaj pač tako, kot je treba. No. In jaz upam, da bomo prišli pač do tega, da se bojo prepustili in pač res delali tako, kot je treba, ker stvari so premišljene in so predane in funkcionirajo. In če bodo sledili in bodo ubogali, bodo rezultati, in če ne bodo sledili in ne bodo poslušni in bojo poskušali pač nekaj sami zase in ali se stradali, ali pač ne vem, iskali pač neke bližnjice, verjamem, da ne bo rezultatov. Ampak mislim, da vsem skozi šov, ne, zdaj imamo mi že malo pogled tudi naprej, se mi zdi, da vsem večkrat se je zgodilo, da je kakšna njihova napaka pripeljala do tega, da bi vidva lahko rekla, midva sva imela prav. Pa sta samo takole naredila in so razumeli, da sta imela vidva prav in ne oni. Se mi zdi, da vseeno zaupanje raste skozi vdajo, da vsak teden je več zaupanja, tudi v vaju, tudi v sistem in pač to, da imate vidva prav in mogoče boš, da poslušajo, pa da ne pametujejo kaj preveč. Veš kako, dejstvo je, da človek želi najprej poizkusiti stvari, za katere on misli, da so pravilne. Ne? Recimo en izmed tekmovalcev je rekel, pač, ja, meni ustreza za zajtrk samo sadje, pa kaše in tako naprej. Sem rekel, ampak to te je pripeljalo do tega, kjer si. Spravi, ne moreš tukaj jesti enako kot doma. Tukaj neka sprememba se mora zgoditi. Ne? In potem, ko človeku razložiš, zakaj, treba jim je razložiti, seveda, zakaj laično je nekaj dobro, da pojejo. Zakaj morajo zjutraj jesti beljakovine, zakaj ne smejo jesti sadja, zakaj recimo morajo ogljikove hidrate v večji meri izločiti, ko hujšajo. Ne? Ja, veš, procese v telesu, ki se zgodijo, ko pojemo ogljikove hidrate in tako naprej. Ko to oni razumejo, ko jim razloži nekdo laično, ne samo da preberejo na internetu, začnejo razmišljati svojo glavo. In to je moja naloga v šovu, to sem se jaz odločil, da bi jih rad ne samo shujšal, ampak izobrazil, da ko bodo prišli ven, da bodo imeli veliko informacij iz prve roke, kako sem se jaz lotil tega, pa kako jaz delam s svojimi strankami. Ne bo vsak našel tega načina kot pravilnega, ampak so pa neka pravila, ki obstajajo in če se jih človek drži, se bo skoraj vsako telo odzvalo na zelo podoben način, saj pri takšnih močnih ljudeh. No in ko smo ravno pri tem, zdaj mislim, da je tako stereotipno, da večina ljudi, ki gre v take šove, se potem nazaj zredi. Kaj mislite pri teh tekmovalcih, ki so zdaj not pri vseh informacijah, ki so jih dobili od vaju, kaj mislite, koliko njih se bo res potem držal tega sistema, si bodo zapomnili te informacije, si bodo zapomnili ta način in ne vem, bodo tudi potem poklicali, pa bo rekli, mi hočemo naprej delati z vama. Kaj mislite recimo od vseh teh procentualno, koliko ljudi bo res dejansko naprej živeli drugače? Jaz en komentar še prej, preden govorimo. Jaz pa ne bi rekla, da se večina tekmovalcev ne drži. Jaz mislim, da imamo mogoče tudi ali Slovenci en splošen problem, da bo lahko 10 uspešnih zgodb in pol bo ena neuspešna in bomo rekli, ni bo ratalo, sem rekel, da ne bo ratalo in evo ga, nazaj se je zredil. In jaz, če bi res pogledali neko povprečje preteklih sezon tega šova, jaz bi rekla, da imamo več uspešnih kot pa neuspešnih. Ampak moče smo videli samo enega. Ker je zanimivo napisati članek, ki ga bojo ljudje klikali, ne vem, ljudje jim ni uspelo. Se pravi, stereotipno je, mi tako radi verjamo, se vsi ne. Jaz bi rekla tudi v praksi ljudje, mislim, uspešne zgodbe hujšanja ali pa neuspešne zgodbe hujšanja. Imamo pač uspešne, imamo neuspešne. Mogoče se bolj fokusiramo na neuspešne, mogoče smo že, ne vem, tudi neko splošno prepričanje ustvarili in dajemo že zdaj
pritisk na tekmovalce naše, koliko jim bo uspelo, ne bo jim uspelo, večini ne uspe. In kar dajemo to v neko podzavest, da pač kar, ne vem, ne uspe ljudem. In če ti skozi to poslušaš in smo vedno, ok, hujšanje je vedno neuspešno, vedno gremo nazaj, se noben ne zmore, se mi zdi, da dajemo že takoj, ne vem, mogoče tudi v podzavest neke take informacije ljudem, ki mogoče ne bi bilo treba, ki bi lahko pozitivno pogledali in bi rekli pač vsem našim tekmovalcem tem sezone bo uspelo in verjeli v njih in jim dajali v bistvu to samozavest in se poskusili izogniti, ne vem, nekim negativnim komentarjem ali pa poniževanju pač prekomerno težkih ljudi in jim pomagali in zvrtali pač tiste njihove, ne vem, vzgibe in glavne težave, zakaj so pač sploh prišli sem. In verjamem, da jim bomo dali pač v bistvu to neko tudi nadaljno podporo in jih sprejemali in poskusili v bistvu to, kar se učijo, tudi vkomponirati v njihov v bistvu vsakdanjik. Ko oni bojo iz tega okolja prišli v čisto drugačen vsakdanjik. In mislim, da bo treba isto, tako kot smo šli tu od začetka, iti mogoče vsakim posebej korak za korakom, ok, kaj boš pa naredil ti, ko boš prišel domov. Kako ti živiš, ne vem, kdaj imaš službo, kako boš organiziral prehrano. V šovu si kuhal vsak dan, lepo tam lahko zajtrk, kosilo, večerjo, doma ne moreš ali pa kuha žena. In da bo treba v bistvu mogoče pač spet iti nekako od začetka, ker jaz mislim, da vsi tudi niso toliko šel samostojni, da bi uspeli potem, ok, zdaj se vrnem domov in zdaj točno vem, kaj bom naredil. Teda upam, da bodo ali pač poiskali pri nas pomoč, ali našli prehranske svetovalce, trenerje, v bistvu nadaljevali pod nekim v bistvu pač strokovnim nadzorom. Problem je bil glavno to okolje, iz katerega so prišli, se pravi službe, ki jih imajo, zaradi katerih neredno jejo in podobne stvari. No. Mislite, da bo ta sprememba, da je kliknil in so rekli, zdaj bomo pa drugače živeli? Pri nekaterih je, že zdaj. Bojim pa se, da je to v bistvu pač mogoče vseeno za nekatere premalo časa so bili v šovu ali pa bodo v šovu, da bi lahko ponotranili to zavedanje, pa dobili dovolj informacij, da bi se lahko potem tudi to manifestiralo v njihovem vsakdanjem življenju. V tem primeru pa, tako kot je Nives rekla, je treba res poiskati eno strokovno pomoč, nekoga, ki mu človek zaupa, katerega pač lahko dobi neko znanje in izkušnje, da pač ga lahko vodi na tej njihovi poti naprej. Zato, ker tukaj bodo le prišli iz popolnoma, bom rekel, takega nadzorovanega okolja in pač popolnih pogojev bodo prišli nazaj v tisto življenje, v katerem so pridobili vse te kilograme in to je izredno težko v zelo kratkem času ponotraniti, tako da potrebno bo res veliko dela na sebi, veliko motivacije, veliko odrekanja, in pa seveda podpore domačih in prijateljev, da bodo lahko nadaljevali na tej poti. Tako da jaz vem, da se da, ne bo pa lahko za nikogar, to pa je dejstvo. A vam je že kdo najel za potem, je rekel, ko pridem ven, smo zmenjeni, delamo naprej? Imate že s kom prav dogovor? Pač zdaj smo pri meni, osebno smo videli, da je šel strelec ven in me je tudi že kontaktiral, da mu dajem malo nasvete, kako pa kaj. Mi že redno lepo pošilja videe, slike, kako trenira naprej. Očitno res v tem 2 tednih, ki bi noter dobil dovolj motivacije, da je se pač potem lahko lotil teh starih načinov, preden se je zredil, ker on je bil že prej precej bolj suh, pa potem se je zredil, zdaj pa spet začel teči in delati vse tisto, kar mu je manjkalo pred šovom. Sprav v bistvu zdaj zaenkrat moramo reči, da kar uspešno, ne? Strelec je že na pravi poti. Tako, to je pač tista prva stopnička je bila narejena. Bomo pa videli, kako bo z ostalimi kandidati, ko bodo pač zapustili šov. Jaz upam, da bomo ostali v nekem stiku, pa da bodo opozarjali na svoje, bom rekel, prigode oziroma peripetije, ki se jim bodo dogajali v tem času, ko bodo zunaj in na finalni oddaji, ko bomo odvideli vse skupaj hkrati, pač upam, da bodo vsi zadržali neko dobro formo. No. To je moja želja. Jaz mislim, da je velika prednost tega šova, da v bistvu tekmovalci spoznajo sebe mogoče na nek drugačen način, da vidijo, da so in zmogljivi, da lahko pridobijo na neki meri samozavesti in samostojnosti. Čeprav so pod nadzorom, še vseeno, jaz mislim, da ti
predtem si nesiguren, ne veš, kaj bi, v šovu dobiš zagon, izgubiš mogoče tako količino kilogramov, ki je pač dejansko sam s sabo v svojem realnem življenju ne bi mogel. In lažje treniraš, ker si lažje se nosiš, lažje hodiš, pač vse delaš lažje, natreniraš srce, pridobiš mišice in ti ni več taka muka iti na trening, ker si navajen, telo je navajeno, okus se ti spremeni, ker nimajo stika v bistvu neko prehrano, po kateri so prej recimo posegali, se lahko v bistvu tudi od te v bistvu že odvisnosti telesa od sladkorja pa od nezdrave hrane, že v bistvu fizično se lahko v bistvu neka nova navada ustvari in pač se lahko odvadijo v bistvu od nekih teh, rečemo, nezdravih obrokov. Koliko pa bo na njih, da pač ne bodo pač zašli nazaj, bo pa v bistvu stvar neke mentalne odločitve in mogoče neke mentalne in psihične kondicije, kar jaz mislim, da bojo tudi pridobili. Jaz sem sama bila tudi v resničnostnem šovu kot tekmovalka in dobiš v bistvu ogromno tudi nekih drugih izkušenj, ki jih mogoče igralci ne vidijo. Potrpljenje do drugih ljudi, sebe spoznaš na mislim, marsikdo je mogoče sebe presenetil, pa ugotovil, jaz nisem vedel, da imam v sebi recimo toliko močnega človeka. Nekdo se bo naučil, ne vem, spopadati z nekimi stvarmi na drugačen način. Jaz verjamem, da je Andrej tudi lahko marsikomu, ko je bil prej mogoče tiha miška, vlil ogromno neke samozavesti, da bo znal tudi v vsakdanjem življenju drugače pristopiti, ne? In upam, da bojo znali v bistvu to prenesti na vsakdanje življenje. Jaz imam še ful vprašanj, ampak ne bomo predolgi. Bil dva v bistvu samo mogoče za zaključek. Vem, da ne smemo kaj preveč izdati, kaj se bo v šovu dogajalo, kakšen dan smo pred gledalci, a ne, ker moramo posneti, da vi lahko to gledate. Tako da mogoče sam od obeh dveh čist en tak kratek napovednik, česa se veselita, pa kaj bi povedala ljudem, zakaj se splača gledati življenje na tehnici, kaj vse lahko odnesijo tudi zase. Jaz mislim osebno, da je ta šov zelo dobro zasnovan, zato ker lahko prenesemo veliko informacij gledalcem, izkušnje iz prve roke tekmovalcev, pač ko si pripravljajo obroke, ki komentirajo, ko vidimo, kako jejo, kako trenirajo, in tudi vidimo recimo, s kakšnimi tegobami se spopadajo. In to človek, ki bo hujšal recimo doma, bo šel čez vse te procese tudi sam. In že zaradi tega se splača gledati, da vidijo, da niso edini, ki se spopadajo z enakimi težavami, oziroma ljudje, ki mogoče sami hujšajo, pa ne vejo, ali so na pravi poti, lahko tukaj v tem šovu vidijo, kako se drugi tekmovalci odzivajo, kakšne komentarje imajo, kako trenirajo in lahko vidijo, da ali delajo prav ali ne, oziroma so lahko prepričani, da se prepričajo v to, da tudi oni se spopadajo s tem v kontroliranem okolju in enostavno lahko potem tudi mi delamo naprej, ker vemo, da gremo v pravi smeri. In ta šov je res dober, kar se tega tiče prenašanja informacij in pa izkušenj trenerjev in tudi seveda tekmovalcev. No, lahko ponovim, da se še enkrat. Approved. Like. Bom mogoče, da vidim, če lahko še kaj dodam k temu. Vse je res pač strokovne informacije. Jaz mislim, da če bo znal gledalec poslušati, se bo lahko ogromno naučil. Bodisi so to neke osnovne informacije o skušnjavah, o kalorijah, o izbirah obrokov, bodisi so to prepreke in izzivi, s katerimi se tekmovalci soočajo. Jaz mislim, da iz tega šova lahko dobimo ogromno neke motivacije. Jaz vem, da ljudje že se odzivajo, so začeli zdaj vzporedno z oddajo trenirati, razmišljati o svojih navadah, spreminjati mogoče svoje navade, imajo občutek, da delajo skupaj z nami, da bojo tudi sami v bistvu spremenili ali zgubili kilograme ali spremenili svoje navade. Tudi ljudje, ki nimajo težav s prekomerno težo, dobijo motivacijo iz te oddaje. In jaz mislim, da v tej oddaji vidimo v bistvu ogromno enih takih pristnih, pozitivnih ljudi, ki nas lahko spodbudijo in motivirajo in nam v bistvu pokažejo
vse tiste realne odzive in iskrene odzive, ki se srečujemo z njimi v vsakdanjem življenju. A ne? Naši tekmovalci so, rečemo temu, povprečni Slovenci z različnimi karakterji, z nekateri zelo lepimi in družinskimi vrednotami in so zabavni in nam lahko in polepšajo dneve in prosti čas. In hkrati pokažejo mogoče tudi neke te splošne življenjske nauke iz prve roke, da jih ne rabimo v bistvu v nekem sterilnem članku prebrati, ampak jih vidimo pač dejansko iz ust pač nekega realnega človeka. Super, jaz bi se z vama, tako kot sem rekel, jaz se lahko o športu, fitnessu, prehrani, hujšanju in oddaji pogovarjam še 3 dni, ampak mi moramo tudi kakšno novo oddajo še posneti, tako da mi gremo zdaj snemati življenje na tehtnici, vi nas pa zvečer gledajte. Tako da hvala, ker ste bili z mano in Coolcast z Nives in Andrejem. To je to.